samo samo dva stavka povedala, Mojca, ker vem, da ste že vi sami pripravili potem to predstavitev, pa vseeno morda za naše današnje v bistvu poslušalce oziroma gledalce. Torej imamo naša gostja danes, Mojca Polak-Williams. Torej, lahko preberemo na hitro na internetu, seveda, kot ste rekli, niste ravno veliko oglaševali, pa vendar je kar nekaj že stvari gor, ker lahko vidimo, da delate res zanimive projekte, in vse povezano v glavnem s projektom Tiny Signers v okviru Comeniusa in potem tudi Erasmusa. Vidim, da imate tudi na tem področju kar nekaj za pokazati. No, ampak bi vseeno omenila vsaj ta priročnik, in sicer Sign Communication with Babies and Toddlers, ki ga je tudi moč najti na internetu in ga tudi pogledati. In predvsem se mi zdi res eno tako področje izredno zanimivo. Današnje predavanje pa bo bolj na temo Teaching in a Multilingual Early Years Classroom. Torej, slišali bomo case study from Leeds. Tako da vam kar prepuščam zdaj besedo. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za ta uvod. Moje ime je Mojca Polak-Williams, to je pa Signing Sam. Prosim, da ga lepo pozdravite. Jaz bi želela zdaj v tem prvem delu, je čisto v redu, če imate izklopljene kamere, ampak v drugem delu bi pa vendarle želela, da bi naredili tudi nekaj kreten, da upam, da se bomo naučili tudi vsaj 30 kreten in da jih boste tudi meni pokazali. To se pravi, imamo dva osnovna cilja danes. Prvi je, da vam predstavim, na kakšen način se dela v Leedsu v predšolskem obdobju z otroki, ki prihajajo iz različnih kulturnih in jezikovnih okolij. V drugem delu bi pa pač rada predstavila to našo metodo Learn English through Science, s katero pač tudi tam delamo in pomagamo otrokom, da se nekje lažje vključijo v okolje, ki za njih mogoče ob prvem stiku tuje in kar mogoče malo strašljivo. Zdaj bova midva tukaj zapela eno pesmico in upam, da jo bomo na koncu današnjega srečanja vsi znali. Tako. Time to sit and sign with me on the floor or on my knee. We'll sing some songs and play some games, learn some signs along the way. Time to sit and sign with me on the floor or on my knee. Zdaj bomo pa še v slovenščini. Čas je, da se usedemo, pesmico zapojemo. Miha Znakec me bo učil, kako pokažem, kaj bi rad dobil. Čas je, da se usedemo, pesmico zapojemo. Zdaj ste recimo videli eno tako demonstracijo, ene kratke pesmice, kjer imamo recimo večino znakcev enakih, imamo pa dve različni besedili v dveh različnih jezikih. In ti znakci nekje so neko stičišče obeh jezikov in na ta način dejansko lahko otrokom približamo nek jezik, ki je mogoče za njih tuj. Ampak mi imamo zdaj en tak zelo, bom rekla, zelo mi je všeč naslov teh vaših pomenkov in sem si mislila, glede na to, da je tako zelo neformalen, da bi tudi jaz začela to mojo zgodbo malo neformalno. In sicer, kako sem se jaz srečala z večjezičnostjo. Jaz sem odraščala, prva leta mojega življenja so bila na Poljanah, v hiši na ulici Talcev, kjer smo imeli stanovanje zraven enega še drugega stanovanja. V enem stanovanju je živela naša družina, v drugem stanovanju so pa živele dve moji stari teti in pa moja stara mama.
One so bile zelo izobražene ženske, moja stara mama je bila pravnica, moja ena stara teta je bila zdravnica in ta druga stara teta je bila profesorica. Na končni fazi je bila tudi profesorica na filozofski fakulteti. In zdaj, one so znale vse 4 jezike. One so znale slovenščino, so znale nemščino, so znale latinščino, so znale francoščino. Ne? In one so potem tako, ne, so bile malo poredne. Ne? Kadarko so želeli, da jaz nečesa ne razumem, ne, so one pač zajadrale v en drug jezik. Ne? In jaz sem bila tam zelo včasih kar malo jezna na njih, ne? Po drugi strani se mi je pa zdelo imenitno. Ne? In vedno sem moji mami rekla, zakaj pa se jaz naučim še kakšnega jezika. Že res, ko sem bila v vrtcu, jaz sem se hotela naučiti še drugega jezika, da bom zastopila, kaj one govorijo. Ne? Ker sem bila taka bolj radovedna. Ne? Ampak dobro, potem sem šla v šolo in zame učenje jezikov ni bilo tako zelo enostavno. Že zelo zgodaj so ugotovili, pa ne v šoli, ampak te moje tete in moja stara mama, da imam disleksijo. Ne? In se je začel malo drugače, kot sem si jaz predstavljala. Jaz sem imela brata, ki je bil odličnak, jaz sem tudi želela biti tudi odličnakinja, ampak sem imela dejansko s slovenščino, z branjem in pisanjem kar precej težav. In sem imela v prvem razredu slovenščino 3. Takrat so nas ocenjevali in jaz sem dobila za slovenščino 3 in v resnici sem imela z branjem precej težav. In nekje, ampak sem bila pa trmasta. Ne? In potem sem recimo v 6., 7. razredu sem jaz odkrila knjige in so me res začele knjige zanimati in sem brala. In mogoče sem to edina oseba, ki jo poznam, ki je bila prav dobra v 1. razredu in odlična v 8. razredu. Ne? In nekako s to disleksijo šola ni vedela, da imam jaz disleksijo, jaz sem razvila cel kup enih strategij kompenzacijskih, recimo sem si preštela, kjera sem v vrsti, tako da, ko sem jaz prišla za tisto glasno branje, sem še vse naštudirala, tiste 2 stavka, ki sta bila moja in tako naprej. Ne. Ampak je bilo težko, no. Se spomnim, da mi je to delalo res precej težav, ne. In potem je bilo, ampak nekako potem je to res izzvenelo, mogoče tudi zato, ker sem igrala klavir. In v glavnem ne bi nihče mi nič rekel, če ne bi potem mi takrat v 8. razredu delali tistih testov, ker smo se odločili, v katero šolo gremo. Jaz sem si želela iti na Poljane, pač tudi zaradi jezikov, ne, ker sem imela ta motiv v sebi. Ne. In moja soška psihologinja je rekla, da je bilo nekaj s tistimi mojimi testi narobe. Je bila zelo prijazna gospa in me je še enkrat poklicala, rekla, Mojca, veš kaj, mi bomo zdaj tebe še enkrat testirali, tukaj ti nisi za jezike. Ne. No, in res spet so me testirali in še enkrat je prišlo, da jaz nisem za jezike. In pa rekla, bi še o čem drugem premislila, ne o Poljanah. Sem rekla, ne, saj imam sprejemne izpite, če pač ne bom naredila sprejemnih izpitov, bom pa pol kaj drugega, ne. No, in pa sem naredila sprejemne izpite in pa sem bila pač naprej na Poljanah, ampak se pa nisem potem upala odločiti za študirati jezike. Sem šla pa na sociologijo, ker se mi zdi, da je to mogoče vseeno malo prevelik zalogaj zame, ne. Ampak moram reči, da sem vseeno sem se naučila kar nekaj teh jezikov, ne? Eno je pač angleščina, mi smo v šoli potem tudi nemščino, potem sem se zraven še italijanščino učila, tako da ja, no, ne moram glih reči, da me je ta disleksija odvrnila od tega, ampak moram reči, da sem verjetno precej več truda v to vložila, kot bi recimo nekdo drug, ne? Ampak potem sem delala pozneje na Centru za poklicno izobraževanje in sem bila pač moja zadnja služba je bila v okviru centra, sem bila vodja mednarodnih projektov, ker me je zanimalo potovati in tako naprej, potem sem se preselila v Anglijo in sem se poročila, tudi moža sem spoznala na projektih. In tam sem, potem, ko sem zanosila, sem se ukvarjala s to mislijo, kaj pa, če bo moja hči tudi imela disleksijo. Ne, en otrok tudi imel disleksijo, nisem vedela, da še da bo hči. In pa sem brala vse mogoče članke in sem prišla do tega članka, enega izmed člankov, v katerem je bilo napisano, da recimo tudi znakovno sporazumevanje pomaga. Če se že z otrokom začneš znakovno sporazumevati in poleg govorjenega jezika uporabljaš tudi kretnje, da to vpliva na dodatne povezave v možganih in da mogoče to tudi pomaga. Ne? In jaz sem seveda, ko sem prvič, ko sem članek brala, najprej sem namesto signing prebrala singing,
signing, pa sem šele po prvem odstavku ugotovila, da gre pravzaprav za signing, ne. No, ampak pol me to zanima. Takrat sem bila še noseča in imela sem tudi čas, da sem prebirala vse mogoče, ne, pol, ko je otrok rojen, ima človek malo manj časa, ampak ne, potem sem hodila okrog in sem videla, da dejansko tudi tam v Licu so imeli dve usposabljanji za baby signing, eno je bilo vodeno s strani Viki Gilbert, ena je bila pa ena druga gospa in jaz v bistvu sem se potem pri tej gospe Viki Gilbert pozanimala, če bi lahko šla na ta izobraževanja skupaj z eno hčero. In tako se je nekako začela, to je bil pač moj nekako motiv, da sem potem začela pač s tem signingom, z baby signing, začela se je kot baby signing, ne. In midva sva hodila na tiste tečajčke, takrat med porodniškim dopustom in to, in potem sem sva s tem še nadaljevale in se je meni takrat zgodilo tako, prav tako, ne vem, prav na tako veliko željo sem imela, da prenesem stvari tudi v Slovenijo. Zakaj? Zato, ker imeli smo enega fantka, ki je bil naglušen na skupini, takrat so otroci že hodili, so bili stari že 1 let, ne, in on se je tam tako zabaval na teh tečajih in tudi naši otroci so se vsi zabavali, ne. In ko se mogoče na prvi uri je tako bolj sedel ob strani, na drugi uri pa začel sodelovati in takrat njegova mama je začela zraven prav jokati, no. In pol je tudi povedala to svojo zgodbo, je rekla, da ona je pač obadva slišita z možem, imata otroka, ki je pač naglušen in da jo je skozi strah, kako bo on zdaj sodeloval z drugimi in tako, ne. In te naši tečajčki so bili tako zelo prijazni in Barbara, lepo pozdravljena, Barbaro pa poznam, in Karmen, ja. Tako da meni je bilo to potem zelo, moram reči, mi je bila ena taka velika motivacija, no, ker pač znakovno sporazumevanje na NEPM ni bilo več stigmatizirano, to je postalo zdaj in, a ne. Za vse te middle class mothers, a ne, je bilo to in. To si šel v trgovino in si tam, ne vem, otrok je sedel v tistem nakupovalnem vozičku in si tam lepo malo, ne, skupaj kramljal, kaj bi zdaj kupil, ne, pa kaj bi zdaj ta otrok imel, da bi mogoče imel, ne vem, borovničke, ne, pa bomo zdaj še kruh kupili in to, ne, in to je pa tako bilo fancy in te otroci so tudi pokazali, kaj bi vidno bi imel kakšen piškotek, če si šel mimo piškotov in tako naprej, ne. In v bistvu je res postalo, namesto da bi bilo, in pol jaz vem, ker jaz pridem potem z mojo hčerjo v Slovenijo, ne, in pol greva midve v Leclerc in midve se seveda tam kaževa tiste znake in me vsi tako gledajo, ja, mislim, in res, tukaj pa nas ta stigma pa čez zmeraj obstaja, ne, in potem se mi je zdelo, da bi bilo zelo fino, če bi kaj podobnega imeli tudi v Sloveniji. Jaz sem se projektov naučila pisati na CPI-ju, tako da sem si mislila, kaj pa, če bi napisala ta projekt, ne, in prosila sem tudi Viki, če bi bila za, potem sem poklicala mojo kolegico na Centru za poklicno izobraževanje, gospo Anico Justinek, ki je pokrivala strokovne predmete predšolske vzgoje in je rekla, veš kaj, v Kamniku pa ravno na novo odpirajo program predšolske vzgoje, mogoče bi pa mi lahko naredili to predmet v izbirnem kurikulumu, ne. Iskali smo tudi nosilno organizacijo, zato ker to je v Angliji že obstaja, tako da če je prenos inovacij, mora biti potem v Sloveniji, mora biti nosilec iz neke druge države in potem smo dobili nosilno organizacijo, je bila Zavod za gluhe in naglušne, Živa Ribičič je prevzela to nalogo in mi smo naredili potem ta projekt Tiny Science, v katerem smo naredili te tečajčke za dojenčke in malčke, predverbalne dojenčke in malčke in tudi kurikulum v kamniški srednji šoli, 108 ur, ki se je začel izvajati in se še vedno izvaja. Naredili smo tudi kurikulum za Leeds City College, no, tako da v Leeds City Collegeu nismo imeli tega kurikuluma, ampak v Leeds City Collegeu smo dobili samo 16 ur, v Sloveniji smo jih dobili več, ne, in pa tudi v Litvi. Tako da ja, to so bili potem mogoče ti moji začetki v ta svet. Jaz sem se potem tam izučila za znakovno sporazumevanje in sem potem v tem drugem delu se začela bolj ukvarjati z okoljem, s tem okoljem, ki je
v katerem so ne s temi middle class mothers, ampak s tem okoljem, v katerega se vključuje tudi veliko migrantov. Mi imamo v Licu v tem trenutku 25% otrok, katerih materin jezik ni angleščina. Zdaj to predstavljajte si, če je to 100 otrok v šoli, recimo 25 od teh otrok jih ne govori angleščino kot prvi jezik. S tem, da ti otroci niso zdaj tam označeni kot neka manjšina, kot neke posebne potrebe, karkoli. To se pravi, da šole in vrtci za njih ne dobijo nekih posebnih sredstev. Oni imajo pač ta early years foundation stage kurikulum in imajo potem znotraj tega tudi ta dokument Development Matters, v katerem so določeni vsi tisti njihovi imeniki na posameznem področju, tudi na področju language and communication. In ne glede na to, a zdaj ti otroci znajo angleško ali ne, ko se vključijo v vrtec, oni morajo te določene cilje dosegati. Vrtci imajo pa pač potem tukaj svobodo, da se odločijo, katere metode bodo uporabljali, da dejansko otroci tiste menike tudi dosežejo. Tisti mogoče, ki ste več sodelovali z angleškim okoljem, veste, da je pri njih je pač osnovna filozofija učenja skozi igro. Otroci večinoma ni recimo osnovna razlika med njihovimi vrtci in našimi, da je pri nas precej več tega practitioner-led instruction, tam je pa dejansko vse skozi igro. Ti otroci naj ne bi sedeli več kot 20 minut naenkrat. To se pravi, da vse aktivnosti, ki se izvajajo, morajo biti zelo dinamične, in tisti, ki nimajo recimo zdaj nekih, bom rekla, tako kot pri nas recimo svetov vrtcev, kaj je podobnega, zelo odvisno, kako so vrtci organizirani, ampak imajo zunanjega preverjevalca kakovosti, ki je Ofsted, in Ofsted je tam strah in trepet vseh vrtcev in šol. Ofsted je pač organ za preverjanje kakovosti oziroma neke vrste inšpekcijski organ, ampak ne v tem smislu, kot je pri nas inšpekcija, ampak pač res za preverjanje kakovosti. In zdaj vsaka izmed teh organizacij ima na 5 let preverjanje kakovosti in imajo tam določene pač menike, in eden izmed teh menikov je seveda tudi katere aktivnosti izvajajo in katere metode uporabljajo, da omogočajo optimalen razvoj na vseh področjih vseh otrok. In zato potem se oni tudi odločajo, da imajo različne te metode. Ena izmed njih je tudi signing. Zdaj bi pa mogoče jaz vseeno imela screen share moje prezentacije, če imam lahko. Ok, sem mečkan. Samo malo, da imam jaz zdaj tukaj, da dam share screen. Ja, takole. Tako sem še mečkan. Tako da, jaz sem potem na začetku delala v teh vrtcih tako kot recimo nek padalca. Si imel recimo 1 uro v tem vrtcu, 1 uro v drugem vrtcu in tako naprej. In mi smo imeli pač ta program znakovnega sporazumevanja z otroki v starosti od 0 recimo do 5 let. V Angliji, tisti, ki poznate sistem, veste, da grejo v starosti med 4 in 5 letom oni potem v šolo. Imela sem pa tudi en reception class, to se pravi, to so bili pa že šolski otroci, in smo pač z njimi tudi delali. Tisto, kar je mene pri tem načinu nekako motilo in nisem bila čisto zadovoljna, je, da recimo, če prideš nekam vsak teden enkrat, da ti otroci potem pač sorazmerno počasneje napredujejo, da je pač želela sem si, da bi pač oni imeli signing oziroma znakovno podprto komunikacijo skozi. Tudi želela sem si, da bi jo znale njihove vzgojiteljice in vzgojitelji, predvsem zato, ker so oni njihove osebe, ki jim otroci zaupajo in od njih bolj sprejemajo pač informacije. Jaz velikokrat tudi premišljujem o slovenskem prostoru, kjer imamo recimo
imajo v nekaterih vrtcih angleščino in vedno znova se vem, da vi ste zdaj tukaj tudi iz tega področja, ampak vseeno povem svoje mnenje. Ne. Meni bi se zdelo bolj smiselno, da bi izvajale ure angleščine vzgojiteljice, ne, da bi dejansko imeli otroci angleščine mogoče po 20 minut na dan, ne pa da imajo recimo enkrat na teden in da pride tam neka zunanja oseba, ki teh otrok niti ne vem, kako zelo dobro ne pozna, ne, ker se mi zdi, da je tak način, da jim posreduje informacije in neko znanje oseba, ki je z njimi skozi v stiku, dosti bolj produktiven, ne, in tudi dosti bolj, recimo drugače pa tako, tako kot se izvaja zdaj, ne, da imajo potem 1 uro recimo angleščine na teden, tisti, ki si jo lahko privoščijo, je ne vem, koliko je pač to na dolgi rok učinkovito, ne, in vendarle se mi zdi, da je nivo znanja jezikov na naših tako srednjih šolah kot pa v univerzah tako, ne, bom rekla, visok, no, da se mi zdi, da bi se to mogoče še celo dalo speljati, no. To je pač ena taka moja želja, ne, in se mi zdi, da če bi želeli res doseči ta evropski cilj, ki je pač materin jezik +2 tuja jezika, ne, bi bilo treba k tem stvarem pač pristopati na ta način, da bi otroci bili dnevno v stiku z jezikom, ne, z tem njihovim prvim tujim jezikom, praktično že res od vrtca dalje, ne. No, jaz sem potem imela pač željo in pač tudi v tem našem timu z Viki, da bi naredili v bistvu nek program, v katerega bi se vključevale strokovne delavke in ki bi dejansko to znanje osvojile in bi lahko z njimi kretale vsak dan, a ne. In smo mi počem pač tam, jaz sem pol spet napisala en evropski projekt, ki se imenuje Learning English through Science, in potem smo dobili tudi sredstva, smo sodelovali tudi z British Council in smo pač naredili en program, ki je pač razdeljen na različne sklope, na 6 različnih sklopov, ki se navezujejo na otrokovo, na rutino v otrokovem življenju, ne, ki se povezuje tudi z kurikulumom. In začeli smo pa tako, da smo najprej pregledali, katere metode že uporabljajo v vrtcih, ki jih pač mi obiskujemo, ne. Izbrali smo 5 vrtcev in smo naredili eno krajšo raziskavo. Zdaj, ti vrtci so bili zelo različni po svoji pač organizacijski strukturi, Prospect House, Ducklings, Cliff House Nursery, Cookridge Preschool pa Domi Domingo. Zdaj, Prospect House Nursery je v bistvu sta 2 različni, je privatna nursery, Ducklings je organiziran kot charity, Cliff House Nursery je v bistvu veliko verigo vrtcev, jih je ogromen, ne, in 2 izmed teh, Cliff House Featherbank pa Cliff House Trinity, sta tudi v tej naši mreži. Potem je Cookridge Preschool, ki je v bistvu tudi kot charity, in pa Domi Domingo. To je pa zelo specifičen vrtec, ki je litvanski vrtec, v katerem je 75% otrok, ki ne govorijo angleško, če ne kot prvi tuji jezik. Najprej se je ustanovil kot vrtec za res litvanske otroke, potem se je pa izkazalo, da če rečem tako, da je bilo precej da so bile rutine v vrtcu staršem iz vzhodne Evrope, priseljencem, zelo blizu, ne, od tega, da so imeli na začetku copate in tako naprej, ne, in da je zelo čisto v vrtcu ne bilo. Da so nekako je precej tudi otrok drugih priseljencev iz vzhodne Evrope tam se znašlo in na lepem je ta vrtec imel 75% otrok, ki ne govori angleščino kot prvi tuji jezik, tako da je zelo specifičen, ampak moram reči, da so tudi zelo inovativen vrtec, so mogoče sploh edini vrtec v Licu, ki imajo tudi vegansko prehrano in tako naprej, ne, tako da pa imajo potem sensory room še zraven in tako, mislim, so zelo fajn z njimi delati, no. No in potem smo, če rečem privatni vrtci, zdaj treba vedeti, da v Angliji se na področju predšolske vzgoje v zadnjih letih zelo veliko spremenilo. Svoje čase so bili to zdaj res čisto privatni vrtci, zdaj imajo pa ne vem, je bilo to leta 2017, ali je bilo mogoče
kakšen let prej, se je to spremenilo, da imajo pač vsi publicly funded provision. Od drugega leta naprej so zdaj tudi vrtci, je 36 ur na, se mi zdi, da 36 ur na teden je publicly funded provision, to se pravi, da imajo otroci praktično te vrtce zastonj. Tudi, če so v bistvu privatni. To je zdaj velika razlika, včasih so bili to čisto privatni vrtci, zdaj pa ni več takih velikih razlik med temi, ki so organizirani kot charity, kot temi, ki so recimo privatni. Mogoče so še celo zdaj ti, ki so organizirani kot charity, v nekoliko slabšem položaju, zato ker pač ta public funding ne prihaja včasih ne prihaja redno, tako kot tudi pri nas ne prihaja redno, in se potem včasih zgodi, oni pa nimajo, ne morejo imeti tistega dodatnega denarja, zato ker so charity, in imajo kar probleme pol s financiranjem. In so trenutno dosti večje težave imajo trenutno kot privatni vrtci, recimo. No in zdaj, glejte, v teh naših 5 vrtcih se je zgodilo, da tam govorijo sledeče jezike, arabščino, kurščino, poljščino, romunščino, bolgarščino, italijanščino, grščino, španščino, češčino, punjabi jezik, to je tam pač Pakistan, pa ta muslimanski del Indije, ki je na meji z Pakistanom, srbščino, litvanščino, narobe imam tle, nemščino, mandarinščino, pa ruščino. To je zdaj ena taka, to je zdaj to. To zdaj tudi tako zgleda, to so zdaj vsi tisti jeziki v tem našem majhnem področju. Mogoče sem videla, da sta Barbara Špilak pa Karmen Stovnik prisotni, one dve recimo te vrtce tudi poznata, ker so dijaki iz Ljutomerske gimnazije tudi tam upravljali prakso. In veste, da je to je majhno področje, to zdaj ni ne vem koliko zelo veliko področje in toliko je pač različnih jezikov. Zdaj, katere metode uporabljajo za ugotavljanje znanja angleščine? Oni imajo tako imenovane first word checklist. To so pač izbrane najbolj pogoste besede, ki jih otroci v določenem starostnem obdobju uporabljajo. Tudi, če boste slučajno googlali first word checklist, tega je veliko, kdaj jih je 100, kdaj jih je 200, ampak potem so strokovne delavke z otroki nekako pol preverjajo, kaj razumejo, kaj ne razumejo. Običajno to preverjajo potem 1 na 1, se z njimi pogovarjajo. Potem velikokrat uporabljajo visual aids, to se pravi različne flashcards, mi imamo tudi tukaj tudi naše flashcards, recimo, ko smo jih izdelali, Signing, velikokrat jim stvari tudi pač pokažejo. Osnovna ideja je, da otroci dobijo informacijo na 3 različne načine, da se jim pove, da jo tudi vizualno sprejmejo in potem seveda bodisi preko flashcards, bodisi recimo, da se jim določen objekt tudi pokaže, oni rečejo temu object of reference, in tretji način je pa pač ta kinestetični, ki je pa znak. Potem uporabljajo tudi knjige in pa discussion books. Discussion books so, to boste videli tudi, če greste na Amazon, oni imajo ogromno teh tako imenovanih discussion groups, to so knjige, ki malo pomagajo vzgojiteljem in učiteljem, ker imajo ogromno vprašanj, recimo discussion books about dinosaurs, in potem se vprašujejo, kakšne what kind of dinosaurs do you know, when did they live, eni otroci vejo zelo velike, eni ne vejo nič, ampak recimo ogromno je teh vprašanj recimo na posamezno temo. In na ta način tudi potem lahko ugotavljajo, ali koliko posamezni otroci govorijo, koliko razumejo, what color is this dinosaur, is this dinosaur big, is this dinosaur small, mislim tako, da imajo pač take osnovne stvari opazujejo. Seveda zelo velik izziv je, tako verjetno tudi za vas in za nas in za njih, zelo velik izziv je sodelovanje s starši. In zdaj nekje velja, da tiste organizacije, tako vrtci kot šole, ki so uspešni, imajo zelo, zelo dobro povezavo s starši in imajo v bistvu parents on board. Zdaj, če nimaš parents on board, potem si v težavah.
ne. Tako da se z temi starši recimo zelo veliko ukvarjajo. Zdaj, katere aktivnosti izvajajo? Zelo veliko izvajajo glasbe, zelo veliko se prepeva. Zdaj, mogoče, zakaj se tako zelo veliko prepeva, ne? Ker zato, ker je zelo pomembno to fonološko zavedanje, sploh pri učenju jezikov, ne, potrebno je imeti pač izostren sluh, ne. Zdaj, če se otroci učijo drug jezik, je pač potrebno, da se jim nekako tudi izostri, da se jim pomaga pri izostritvi sluha, ne. Veliko imajo recimo različnih aktivnosti, kot so recimo listening walks, recimo listening walks so aktivnosti, ko grejo otroci recimo na sprehod in so potem nekako poslušajo, ne, kaj zdaj lahko slišijo zunaj, recimo slišijo helikopter, slišijo avto, slišijo šelestenje lista in tako. In nekje se jih poskuša pač navajati na to, da čim več glasov tako v naravi kot recimo sicer v okolju lahko razločijo, ker na ta način potem tudi lažje razločijo posamezne besede, vedo, kaj v stavku so besede, ki nosijo večji pomen, kjer sploh so besede, recimo v angleškem stavku, če ga recimo ne znajo, ne. Tako da vse te aktivnosti, ki mogoče se zdijo nepomembne, kot je recimo razno prepevanje pesmic, ne, ali pa recimo te bibarije in tako naprej, ne, vse to pač izostri sluh, ne. In te aktivnosti so zelo pomembne. Mi recimo smo imeli tudi kar precej teh aktivnosti z raznimi instrumenti, a ne. Tukaj imam zdaj eno vrečo, ne, tako, ne, to imamo pa tako, pa imamo eno tako, imamo to listening back, ne, pa listening back, what's inside, something in there trying to hide, ne, pa recimo nekaj vam potegnem, oh, what is it, oh, what sound does it make, ne, tako da recimo veliko je teh stvari, ne, ampak te aktivnosti so vse namenjene temu, da otroci izostrijo svoj sluh, kar jim v naslednji fazi pomaga tako pri učenju jezika, kot pri prvem opismenjevanju, kjer morajo zelo dobro znati razločiti posamezne glasove, ne. No, potem ja, seveda, veliko imajo teh kulturnih dni, ne, zdaj skoraj v vseh vrtcih imajo organizacijo 2 kulturnih dnevov čez leto, to sta Diwali, praznovanje Diwali, pa praznovanje Chinese New Year, ne. In pol za Diwali delajo tam neke svečke, za Chinese New Year tiste zmaje in tako naprej, ne, in poslušajo neko kitajsko glasbo, ne, ali pa indijsko glasbo in to imajo pač povsod, ne, ker pač malo so to cultural days, malo je tam, malo je pa tudi v bistvu Anglija je bila zgodovinsko zelo povezana z Indijo in pač do nedavnega si je želela biti zelo povezana s Kitajsko, zdaj si malo manj želijo biti povezani s Kitajsko, ampak dobro je, ne. So tudi začeli uvajati kitajščino v srednjih mandarinščino v srednjih šolah, ne, zdaj ne vem, kako to gre, ampak vem, da to je bil velik trend, leta 2016 je bil to velik trend, da so se zdaj začeli povsod kitajsko učiti, ne. Ampak ne, potem se pa te kulturni dnevi tudi širijo, in sicer z otroki in starši otrok, ki prihajajo iz različnih okolij, a ne. In sicer se različne starše povabi tudi v vrtec, potem se jih spodbudi, da berejo posamezno knjigico v določenem jeziku. Fino je, da so te knjigice recimo dvojezične, da so prevedene tudi so angleško recimo, da so angleško karkoli že, ne. In recimo ene so recimo Very Hungry Caterpillar je knjiga, ki je recimo skoraj ne vem, več kot 70 jezikov prevedena, ne. Tako da se recimo spodbuja starše, da berejo te knjige, ki so prevedene, in da so otroci pač slišijo malo vsaj tistega jezika, ne, vsi. Pa ta otrok, ki je recimo iz drugega jezikovnega okolja, pa tam zraven tudi sodeluje. Potem zelo veliko se ukvarjajo tudi s tem, da je tudi ta čutna izkušnja, ne, spodbuja se starše, da
prinesejo določeno hrano, recimo v vrtec, seveda je treba napisati, pri nas to ne gre, jaz sem bila presenečena, pri nas je treba vse imeti ingredientsov, zelo se bojijo ljudje za alergije, ampak tam se nekako je dovolj, če starš samo pač razloži, kaj je v tisti hrani, da ne pride do kakšnih alergičnih reakcij in to, ampak ja, veliko je tega, pol recimo, ko je Eid, recimo, pol pridejo kakšne mamice in rišejo punčkam tiste Mandy patterns in tako naprej. Skratka, veliko se želi delati na tej povezavi, med starši in med vrtci in nekako spodbujati, da otroci na eni strani ohranjajo svojo identiteto in na drugi strani seveda se učijo tudi angleščine, ker vseeno živijo v angleškem okolju, angleško morajo znati, če želijo pač v tem okolju prosperirati. Tako da, ja. Zdaj, tisto, kjer imajo največ v bistvu težav, imajo pa s tem, kadar tudi starši ne govorijo angleškega jezika, takrat si veliko pomagajo tudi z recimo Google Translate, predvsem kadar imajo kakšne napotke, kaj naj otroci prinesejo v vrtec, se potrudijo, da pač dajo informacijo v drugem jeziku, če je potrebno. Včasih recimo je kar neka frustracija to, da otroci recimo ne znajo, da otroci recimo grejo v to svoje obdobje silent period, da pač ne govorijo, in čeprav potem mislijo, okej, saj mogoče bo pa pač potem po določenem obdobju začel spregovoril in tako naprej, se jim včasih zgodi, da določen otrok ne spregovori, in da ima pač določen otrok language and communication delay, ampak ne morejo pač tega ugotoviti, niso tega ugotovili, zato ker otrok pač ni znal jezika in oni so mislili, da pač je otrok avtomatično v tem obdobju, ko ne govori, ko ima samo to receptivno komunikacijo, in potem, ko ugotovijo, da vendarle to obdobje traja predolgo, je mogoče tudi že malo pozno, in tako da potem so rekli, da imajo tudi velike težave, da potem želijo najti speech and language therapist, ki bi recimo govoril oba jezika, in to so pač te praktične težave, ki nastajajo ob tem. Pol smo jih povprašali tudi, kaj si želijo. Želijo si pač več tega slikovnega materiala, želijo si, da bi imeli recimo več teh posterjev z emocijami, to si želijo povsod imeti, zato ker v tem prvem življenjskem obdobju je pač ta njihova varnost, je varnost pač še zmeraj na prvem mestu, in zelo bi si želeli, da bi jim ti otroci lahko sporočili, kako se počutijo, in da bi v skladu s tem lahko potem tudi aktivnosti prilagodili, tako da bi bile za njih te aktivnosti prijetnejše. Tako da poudarjali so, da bi želeli imeti več resursov, to se pravi različnih slik, različnih drugačnih posterjev in tako naprej. In pa seveda izrazili so tudi željo, da bi imeli v bistvu znakovno sporazumevanje, da bi pač vse njihove strokovne delavke znale znakovno sporazumevati, in mi smo potem pač pripravili en tak programček, ki je pač sestavljenih 6 enot. Prva enota so prve besede, recimo daily living, potem druga enota so moji bližnji, to se pravi družinski člani in pa vzgojiteljice,
important others, no. Potem je tretja je svet okoli mene, tukaj so živali, prevozna sredstva. Četrto poglavje so čustva pa stanja, recimo, potem so obleke in prehrana in šesti so prvi koncepti. Zdaj, to je bilo v tem prvem sklopu. No, v drugem sklopu, ki smo ga delali, smo se, ko je bila tudi gimnazija Ljutomer zraven, smo se dotaknili pa naslednjega poglavja, ki je bila With Gestures and Music into the World of Phonics, to se pravi prvega opismenjevanja, tudi s pomočjo v bistvu kreten, no, ampak tega se danes zdaj tukaj ne bomo dotikali, ker pač nimamo toliko veliko časa, ne. Tako da jaz bi mogoče, bom pa pokazala vsaj en video iz tega drugega dela, da si boste lahko predstavljali, kako to izgleda. Zdaj, mogoče bi zdaj šli čez ta naš prvi vocabulary, ne, da se tudi vi malo naučite. Upam, da mi boste lahko pač pokazali vaše roke in da se gremo malo pantomime, če bo šlo. Ok. Čakajte, sem da jaz zdaj tole. Stop share. Ok, ja. Sam nečkam. Zdaj bi vas pa prosila, jaz vas bom spraševala posamezne besede, pa bi vas prosila, če mi jih pokažete. In bomo potem videli, katere so pravilne. Če rečemo hello, kako bi pokazali hello? Hello, hello, ja. Pa bye bye, bye bye. Bye bye, yeah, good, very good, very good. Potem signing, to smo že imeli, sign, sporazumevati se znakovno, kako bi bilo to? Ja, tako. Ko smo imeli time to sit and sign. Potem imamo sit, to sem to zdaj že pokazala, kako je sit. Tako, sit, bravo, sit. And sign with me, on the floor and on my knee. Potem naslednja bi bilo, kako bi bila ball, ball. Tako, bravo, ball, bravo, ball. Ja? Kako bi bil pa world? Tako, bravo, gospa Brigita, super, world ste pokazali, velika žoga. Tako, ja. Potem naprej, če bi imeli baby, kako bi bil pa baby, to bomo tudi znali. Ja, baby, bravo, bravo, baby. Ja. Kako bi potem imeli book, kaj mislite, kako je book? Ja, book, book, tako, ja, to je book. Kako bi imeli learn? Learn, ta je malo težek. Ja, vi, gospa Brigita, vi to znate, vi že to odkje druge, ja. Learn je v angleškem je sicer tako malo drugače, ne, tako kot da bi imel eno informacijo v zraku, ne, pa bi jo potem tako zagrabil, pa bi si jo dal tako v glavo. Learn, learn, ja. Potem naslednja je it, recimo, kako bi pokazali it. Ja, it, it, it. Ja, bravo, bravo. Potem naslednja milk, ta ni glih najlepša, ampak kako bi bilo milk? Milk? Ja, bravo. Ko bi kravo molzil, milk. Lahko je tudi samo za eno. Lahko je tudi samo za eno roko, ne, to bi bil milk. Kako bi bil drink, to veste vsi, to moramo videti drink. Ja, drink. Ja, drink. Potem naslednja, recimo time. Time, time, tako, time. Potem imamo sleep, sleep, ja, sleep, lahko z dvema rokama, ja, sleep, super. Kako bi imeli comb your hair? Comb, tako, comb your hair, tako. Brush your teeth. Tako, brush your teeth, ja, super. Kako bi imeli, ja, sing, smo imeli že prej, ne. Lahko imajo drugače, eni pokažejo tudi tako, ampak mi imamo tako, imamo le tako, sing, la, 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 ne. In potem imamo pa še what.
ta je taka zelo uporabna kretnja what, ampak je pa pač abstraktna, ne? What, ja. In tako bi bilo pa name, ne? Potem, če bi rekel what's your name, bi rekel what's your name, ne? In potem bi imeli recimo, kaj pa twinkle, ker se bomo pesemco naučilo, moram tudi twinkle pokazati, twinkle, ja, twinkle. Pa star, kako bi bila pa star? Star. Far away, tako, far away, tako, ja. In potem imamo še, kaj bi imeli še, ja, medvedek mogoče, angleški medvedek. Tako je, angleški medvedek je tak, a ne, oni imajo, v Angliji recimo različne kulture, imajo različne živalce za svoje najljubše, a ne, recimo Kitajci pa Japonci imajo mucke, Angleži imajo medvedke, jaz mislim, mi imamo kužke verjetno, ne, tako da, ja. No, in zdaj bo mogoče šla jaz nazaj na ta moj share screen, pa gremo zdaj mi tukajle se naučiti kakšno pesmico. Takole. In se bomo naučili pesmico Twinkle, Twinkle, Little Star. Kot sem rekla, mi povezujemo tukaj znakce in povezujemo potem tudi pač določene melodije in nekako si želimo, da bi pač otroci na ta način lahko na en globlji način dojeli pomen posamezne pesmi. No, tukaj imam jaz mojo Twinkle, Twinkle, Little Star. Vedno imamo, zakaj zdaj to jaz drugače brez veze, da imam na tem predavanju, ampak recimo želim pokazati, da imamo vedno pač te tri vire informacij. Eno je pač ta zvočna beseda, drugo je potem ta object of reference, in tretjo je pa potem še znakec. In imamo Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Ja, super! Dajmo še enkrat, bom jaz zdaj tako. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. No, to je taka zelo popularna pesemca, ki je pač iz Mozartove melodije, tako da ponovadi jo tudi vsi znajo in je tudi v drugih jezikih, nenazadnje je tudi iz Pepe Pig, ne? V Pepi Pig je tudi Twinkle, Twinkle, no in tukaj imamo pa še slovensko verzijo, translated by me, tako da mogoče ni najboljši prevod, ampak jaz sem te stvari delala tudi takrat, ko smo delali Tiny Science projekt, pa že prej z eno Izabelo, ne? Imamo pa Sveti, sveti, zvezdica, daleč, daleč gor z neba. Sveti, sveti, tiho mi, ko ležim v postelji. Sveti, sveti, zvezdica, daleč, daleč gor z neba. Tako da spet, imamo pač referenco, imamo tukaj znak in melodijo. Besede so nekatere malo različne, ampak ja, as good as it gets, I guess.
No in potem imamo tukaj tudi to pesmico mi uporabljamo tudi za začetek, ne, imamo različne, ko imamo recimo za ta classroom management, ne, imamo različne pesmice. Ena je ta melodija Twinkle, Twinkle, pa je Time to sit and sign with me. No, to pa mogoče zdaj, dajmo jo prebrati še enkrat, to sem imela že na začetku, ampak to pa upam, da boste znali danes na koncu tega srečanja, bi bilo fino, da to znamo, a ne. Time to sit and sign with me on the floor or on my knee. We'll sing some songs and play some games, learn some signs along the way. A gremo vsi skupaj? Okay. Time to sit and sign with me on the floor or on my knee. We'll sing some songs and play some games, learn some signs along the way. Time to sit and sign with me on the floor or on my knee. Ja. No, upam, da ste se jo naučili, zdaj imamo tukaj potem tudi tole recording, če se boste slučajno, mogoče, če delate z otroki ali pa mogoče, če imate kakšne svoje, lahko potem to tudi poskusite, kako deluje. Ampak v glavnem to so v tem prvem sklopu je tudi ta pesmica, jaz zdaj v tem prvem sklopu je kar precej besed, ampak želela sem, da pač demonstriram, kako recimo ena pesemca, da demonstriram eno pesemco, ampak mogoče bi še to drugo, ne, zdaj This is the way, to je iz pesmice Here we go around the mulberry bush, ne vem, če poznate to pesemco, Here we go around the mulberry bush, mulberry bush, mulberry bush, here we go round the mulberry bush on a cold and frosty morning. In to imamo to melodijo, ne? In tukaj lahko te osnovne besede otroke učimo s pomočjo te melodije. Ne? Imamo tako. This is the way we drink our milk, drink our milk, drink our milk. This is the way we drink our milk when we do our signing. This is the way we eat our food, eat our food, eat our food. This is the way we eat our food when we do our signing. This is the way we have a drink, have a drink, have a drink. This is the way we have a drink when we do our signing. This is the way we ask for more, ask for more, ask for more. This is the way we ask for more when we do our signing. In pa imamo na to melodijo lahko imate vse, ne? This is the way I brush our teeth, we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we comb our hair, comb our hair, comb our hair. Ne? To je taka melodija, ki jo lahko dejansko predstavimo različne besede, ne? In na ta način potem tudi otroci zelo hitro razumejo, kaj jim želimo pokazati. Ne? Zdaj, lahko si predstavljate, da če otrok ne govori angleščine ali pa ne govori slovenščine, pride v vrtec in dejansko ne razume, kaj se mu želi povedati. Ne? In zdaj, recimo, že sam te čisto osnovne kretne, ne? Recimo, do you need a wee-wee, ne? To je to recimo, če ga slučajno lulatiš, wee-wee. Ne? In recimo, sam ta ne, in potem samo enkrat se ga pol pelje recimo na stranišče in naslednjič mu samo znakec pokažeš, pa ni treba, da razume, kaj ga sprašuješ, ne, ampak bo vedel, kaj mu želi sporočiti, ne, in bo tudi sam znal zelo hitro potem nazaj pokazati. Isto, če bomo zdaj rekli vorrei mangiare, recimo, pa ne veš, ne znaš italijansko, vorrei mangiare, ne, mislim, pa boš rekel, ali pa recimo, would you like to eat, ne, če mu pokažeš otroku, would you like to eat, ne, bo razumel, kaj mu želiš povedati, would you like a drink, ne, je čisto drugače, predno bo razumel, would you like to eat, would you like to have a drink, ne? Če mu zraven pokažeš kretno, je to za otroke dosti lažje, no. Jaz vem tudi, recimo, precej teh zgodb poznam, ko so bili otroci, ko so pač jokali v vrtcu skozi, ne. In pol, ko so te strokovne delavke z njimi začele uporabljati znake, ne, so mi, ne vem, v 2 primerih, no, so mi rekli, da so v tistem trenutku, ko so začeli uporabljati znake z njimi, da so nehali jokati, no. Tako da, jaz si mislim, da je to ena taka zelo koristna praksa. Zdaj ne bom celega tega programa razlagala, ker niti nimamo časa, ne.
mogoče tale This is the way, ne, imamo tudi v slovenščini, tako pokažem, da pijem mleko, tako pokažem, da pijem mleko. Vse te pesmice se zelo enostavno potem tudi prevesti. Mi smo tudi naredili, jaz jih imam tudi vse prevedene, no, ampak zmer pravim, da bomo pol izdali eno knjigico, pa jo nismo še izdali. Mogoče zdaj. Ja, pa imamo tudi veliko tega znakovnega materiala, ne, imamo tudi te posterje in to, ki so tudi zelo koristni, ne, ker se recimo, imamo tegale mucka, lejte, tale mucek, Jenkins je ta glaven, a ne, tukaj ga imamo mi, on je glaven, to je ta mucek Jenkins, a ne, in potem ima brother, sister in tako naprej. Te posterji so v bistvu zelo koristni za vzgojiteljice pa vzgojitelje, zato ker potem, če slučajno kakšen znakec pozabijo, ne, imajo tukaj spodaj znakce, pa jih lahko tudi recimo takoj pogledajo, ne, da grejo potem jih pogledati na računalnik in tako naprej, ne. Kot sem rekla, ta celoten izobraževalni program ima 6 različnih sklopov, ne. No, zdaj v tem drugem projektu smo pa delali tudi z Ljutomerom, za Ljutomersko gimnazijo in smo naredili en program With Gestures and Music into the World of Phonics. To je pa pač program prvega opismenjevanja s pomočjo Kreten in imeli smo zraven enega slovenskega zelo, bom rekla, dobrega strokovnjaka, jaz ne vem, če ga poznate, Saša Pergar je njegovo ime. On ima zelo veliko znanja o fonetičnem opismenjevanju, a ne, sploh kot angleščine kot drugi jezik, in skupaj z njim smo potem pripravili en program in tudi Angleži pač tega prvega opismenjevanja s pomočjo Kreten in s pomočjo pesmic, ne. Barbara Špilak, ki sem videla, da se nam je prej tudi priključila, je pa skladateljica, ona nam je pa naredila melodije za te naše pesmice, ne. In v glavnem smo izbrali prve besede, prve tako imenovane CVC besede, ne, consonant, vowel, consonant words, ne, ki imajo nekako ki so sestavljeni iz zvokov, ki se enako izgovarjajo, ki imajo recimo enak zapis v slovenščini, kot pa recimo bi ga imeli v angleščini, ne. In v bistvu imamo teh 40 besed in potem smo se malo igrali in smo pripravljali te različne pesmice, ne. In potem smo to spet uporabljali za zgodnjo opismenjevanje v Licu in pa tudi potem v naši prekmurski regiji. In jaz sem si mislila, da bi zdaj na koncu malo si ogledali en video, kako ena naša učiteljica izvaja program opismenjevanja po tej metodi. Zdaj pa upam, da bom našla zdaj to, sam mečkam. Ja, moram iti na... Mečkam bo trajalo, se oproščam. Zakaj se mi tega zdaj ne? Samo malo. Kaj slišite, če jaz tole zdaj pokažem? Ok, super. Slišite, jaz ne slišim.
Bolj Se ne bolj sliši? Ja. Se ne sliši, morate deliti tudi zvok. Mogoče na Ja, začetku. vem, Ja. to sem Bi rada hotela. Čakajte, kako pa zdaj isto, zamečkam. Se oproščam. Ja, daj, daj. Ja, vem, zamečkam. Ja, čakajte, ne znam tega zdaj. Zdaj pa, ko odprete, pa sam spodaj levo imate možnost. Ja, se vem, to bi mogli biti, sam Ja, ga ne ja. najdem, ja. Me malo me heca. Odprite zdaj share, pa pol, ko bo odprto, pa potem spodaj. Čakajte, sem malo. Se oproščam. Lahko date tudi, ko je share screen, je potem na desni spodaj tudi optimal. Ja, na desni spodaj vem, kako bi mogli biti, ampak me zdaj nekaj heca, pa ne vem zakaj. Ja, čakajte, sem malo. Ja, ne vem, izgleda, da imam jaz tukaj s tem problem, a ne, tako da samo bom še enkrat poskusila, če bo šlo zdaj. Bom kar tle nadaljevala. Boljši se sliši, ja. Bolje je, ja. Super, ja. Oh, hello. Hello. What's your name? My name is Neil. What's your name? Neil. Nail. No. As in nail. Neil. This is no. Very good, Nail. Okay, so. Let's see who is here. Oh. Oh. Hi. What's your name? My name is Nate Makulitsky. Nate, that's your name? Yes. Oh, very good. No? Nate? Very good, Nate. Do you hear? His name is Nate. Can you please repeat? Nate. Very good. And his name is Neil. Oh. Oh, let's see. What do you have here? Come on, stand up. Shh, yeah, it's a letter. No. Can you repeat, please? No. Very good. This is no. Do you know no? Do you know no? Do you know letter no? Yes. Do you know? Anyone else? Okay, thank you. Sit down, please. Anyone else who has the letter no? And Sam? Oh, look at this. Oh, Nail. You too have? Oh, look here. No. Very good. Okay, thanks. Give me five. Okay, sit down. Okay, hello. Can you listen, please? Can you listen? Okay, we have a letter and sound N today. Okay, can you repeat with me? For me? N. N. Very good. Okay. I have something here. And say Sam to sit here. Okay. Okay, let's see. Oh, what do I have here? Nut. Nut. Very good. What is nut? Yeah, very good. Okay, very good. Net. Net. Very good. Net. Yes, very good. It's a net. Let's see what I have here. No. It's not. Very good. Oh, okay, very good. Aha. Sam, what do we have today with me? What do you have with you, huh? I have some magic bag. Where is my magic bag? Oh, look. It's my magic bag. Let's peek what's inside. Do you know what's inside? You don't know. You do. You think so? You are peeking. You are peeking.
cat is sleeping now. Be quiet. Cat. Okay. Once again. Nat, the cat is sleeping now. Sleeping in the net. Oh, very good. You're very good. And now we will sing. That will Papi was the Prerna. Okay, we. And then you will repeat. Papi will repeat that. Right now. Okay, let's listen. Okay. After Sam. Sam will sing. Okay. Okay. Listen, Sam. Okay. Nat the cat is sleeping now. Be quiet, cat. Nat the cat is sleeping now. Sleeping in the net. Okay? Can we go together? Can we go? Okay, come on. Repeat that to me. Was he good? Yes? Okay. Come on, let's go. Okay, we'd like to have Nanette, okay? Okay, fine. Okay, can you make a nice circle, please? Nice circle. Go a little bit back. Please, can you come here? Please, thank you. Okay, let's sing. Yes, okay. 1, 2, 3. Nat the cat is sleeping now. Be quiet, cat. Nat the cat is sleeping now. Sleeping in the net. Very good. Ja, no, tole je bila ena predstavitev enega takega videa, kjer je naša učiteljica zapela eno lepo pesemco in pač izvedba ene take kratke aktivnosti. In mogoče ste lahko zdaj tukaj v tem videu sta dva otroka, ki imata posebne potrebe, in ste videli mogoče, da nista raven pela, ampak sta vseeno kazala kretne, na začetku malo manj, ampak v tem zaključnem krogu sta tudi polno sodelovala. In res na en način lahko vidite, da je to res taka lepa inkluzivna metoda za učenje in poučevanje jezika v tem zgodnjem obdobju. In pa seveda tudi za učenje in poučevanje v tem, kaj ne rečem, multilingual classrooms, ker pač dajo otrokom en dodaten način za sporazumevanje, za možnost komunicirati tistega, kar recimo želijo, kar čutijo, kar nam imajo zapovedati. Ja, zdaj mogoče, ne vem, nisem se ukvarjala toliko s tem, kaj je zdaj znakovni jezik, kaj je znakovno sporazumevanje, kaj je metoda Key Science, mi uporabljamo Key Science, to se pravi, da kažemo samo ključni znak, besede, ki imajo največji pomen v stavku in tako naprej, ampak pač to je celo predavanje o tem, in jaz si mislim, da mogoče kdaj drugič. Ja. Zdaj bi pa želela, če bi kdo imel kakšno vprašanje, če bi mogoče koga kaj zanima. Ja, po moje bo kar kakšno vprašanje, no res. Jaz ga imam zagotovo, tako da bom počakala še druge prej. No, bom pa kar jaz začela, že ko sem se že prej oglasila, no. Ste rekli, da imate, da v bistvu to Key Science, ampak a to so zdaj v bistvu dogovorjeni vsi te znaki ali so lahko tudi taki, kjer se v bistvu sami otroci odločijo za svoje znake, pa da postanejo to? Veste, kaj vas sprašujem? Ja. Zdaj, to je pač cela teorija zadaj za Key Science. Jaz se tega danes nisem dotikala, zato ker se mi je zdelo, da je mogoče boljše, da imamo tudi malo praktičnih primerov, ampak drugače, pač tukaj gre pač, mislim,
bom mogoče povedala vse en par besed o sami zgodovini znakovnega jezika in mogoče tudi zgodovini teh key science in pač tudi te naše metode in kako mi razmišljamo. Ne. Zdaj zadeva, pač verjetno veste, znakovni jezik je postal pač, se je začel razvijati pač v 17. stoletju, tako v Angliji in zanimivo tudi v bistvu v evropskem prostoru, v Angliji pravzaprav na Škotskem, je bil to nek gospod Brightwood, v evropskem prostoru je bil pa pač Charles Lepé, Francoz, ki je pač v obdobju razsvetljenstva 18. 19. stoletja, potem od prvih zametki so bili v 17. stoletju, pol v 18. 19. stoletju so se pa tudi začele ustanavljati prve šole za gluhe. To je bilo pač obdobje razsvetljenstva in to je bilo obdobje, kjer so ljudje začeli nekaj veljati, ne nazadnje je tudi industrija potrebovala in potem je bilo tudi malo več občutka za te manjšine. In potem so se pač ta Charles Lepé je bil prvi, ki je ustanovil šolo za gluhe v Parizu in tako, kot danes potujemo mi s tem našim Erasmusom, so oni pošli svoje kočije in so se vsi te gospodje, ki se ukvarjajo z izobraževanjem gluhih, peljali v Pariz in so se potem tam ogledali, kaj je to zdaj znakovno sporazumevanje in tako naprej, znakovni jezik. In zato so se te znakovni jeziki do neke mere dosti podobni, ker pač prva šola in pač ta evropski prostor je bil precej pod vplivom pač te francoske šole, starega francoskega znakovnega jezika, v katerega so potem ljudje pač dodajali svoje lokalne znake in pa znake tudi, ki so se jih ljudje dogovorili v okvirih posameznih družin in tako. No, zanimivo je, da je potem pač ta Američan, jaz to rada povem, pač ta Američan, en ameriški pastor, zdaj pa se ne spomnim njegovega imena, Galloway, se mi zdi, da je bil Galloway, ja. On je šel potem, pač on, glede na to, da Angleži govorijo angleško, on je šel najprej v Anglijo. Ampak Angleži, they didn't want to share, no, oni niso hoteli v bistvu deliti informacij, in zdaj, če je že prišel čez ocean z ladjo, potem šel naprej do Francije, in v Franciji je potem šel v to francosko šolo in potem je leta 1817 ustanovil pač tudi šolo ameriškega znakovnega jezika in zdaj sta si recimo ameriški in evropski znakovni in francoski in znakovni jeziki v kontinentalni Evropi so si bolj podobni kot recimo ameriški znakovni jezik in pa angleški znakovni jezik. Tako da to so pač take zanimivosti, kako pač odločitve vplivajo potem na celo kulturo nekega jezika. No, potem so se s temi znakovnimi jeziki dogajale različne stvari, v resnici je bilo pol nekaj časa prepovedan, se je uporabljala samo oralna metoda in tako naprej. In pravzaprav je do velikega razmaha znakovnega jezika prišlo šele v bistvu v 70. letih prejšnjega stoletja. In takrat se je prvič začel uporabljati tudi znakovni jezik z različnimi skupinami slišečih otrok, predvsem otrok in potem tudi z ljudmi s posebnimi potrebami. Recimo, in to se vse dogaja spet simultano. Meni se zelo zdi zanimivo, da se v različnih delih sveta stvari relativno simultano nekako dogajajo. Recimo v Ameriki so začeli z Baby Sign Language, gospod Josef Garcia je nekje pač utemeljitelj ali pa oče tega Baby Sign Language. On je v bistvu utemeljil pač, da se lahko otroci znakovno sporazumevajo že preden spregovorijo, ker je pač delal veliko z slišečimi otroki gluhih staršev. In potem je ugotovil, da imajo večji znakovni besedni zaklad, kot ga imajo recimo vsi recimo otroci, ki govorijo. In je na tem podlagi naredil cel ta sistem Baby Sign Language. On je uporabljal pri Baby Sign pač ameriški znakovni jezik. Istočasno sta pa dve raziskovalki, Credolo pa Goodwin iz Amerike, dve psihologinji, meni se zdi, sta bile iz UCLA in sta one dve sta pa svojimi otroki tudi uporabljali znakce in sta tudi isto ugotovile. Da njihni punčki, če jim pokaže za ribo, naslednjič, ko vidita ribo, naredita, čeprav ne govorita. In one dve sta naredile sistem izmišljenih znakov. Tako da sta naredile sistem izmišljenih, skoraj sta naredile tam slik sistem 500 kretanj, ki sta si jih izmislili.
Ne? In sta tudi naredila svoj baby sign program, ne? Ki pa ne temelji na znakovnem jeziku. Zdaj mi smo nekako pravoverni, mi želimo, da uporabljamo znakovni jezik skupnosti, zato tudi, ko smo delali Tiny Signers, smo recimo delali znakovni jezik slovenske skupnosti. Ne? Ampak zdaj, če imam jaz angleški, če imam učenje angleškega jezika s pomočjo znakov, imam British Sign, imam znake iz British Signs. Ne? No, istočasno, ne, zdaj poleg teh Baby Signs iniciativ, ne, pa šol, se je pa v Angliji, v angleškem prostoru razvil Makaton, tudi v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Makaton je pa tudi sistem znakov, ki se jih uporablja za otroke s posebnimi potrebami in tudi z odraslimi s posebnimi potrebami. Makaton izhaja pač iz imen teh 3 ustanoviteljev Makatona, ki so bili Margaret Walker, potem Tony Cornfield pa Catherine Johnston. Ja. Margaret, Catherine pa Tony, ne, in pa skupaj so dali ime Makaton. Ne. In oni imajo zdaj ta sistem teh znakov, ki na začetku so bili tudi v bistvu made up signs. Ne. Oni so jih v bistvu tudi si sami zmislili, ampak so jih pa zdaj že zelo pač vključili. S tem razvojem so zelo vključili znake iz angleškega znakovnega jezika. Ne. Tako da zdaj ta Makaton ima zelo podobne znake kot angleški znakovni jezik. Mi smo v bistvu s to našo Key Sign metodo, ne, vključujemo znake iz angleškega znakovnega jezika, ni pa to pač angleški znakovni jezik. Angleški znakovni jezik ima drugačno slovnico. Ne. Če jaz rečem what's your name, ne, pa rečem what's your name, ne. Če bi bilo to v znakovnem jeziku, bi bilo name your what, recimo. Ne. In je, zato ker imajo pač drugačen vrstni red besed, drugačno sintakso in tako naprej. Ne. Ampak recimo, če uporabljamo znake za to, da otrokom pomagamo, da usvojijo govorno angleščino, uporabljamo pač seveda znakovno podprto komunikacijo, ne, in znakovno sporazumevanje. Ne. In pač uporabljamo te osnovne znake. Ja. Super, zelo zanimivo. Res kot nek umestni jezik, ne, v bistvu med različnimi. Ja, res prav se vidi potencial, velik potencial tukaj za učenje jezika. Še kakšno vprašanje mogoče na to temo? Zanimivo je tudi to, ko ste prej omenili znak za medveda. Ne? Najbrž je tudi tukaj kar nekaj kulturnih razlik lahko v samem jeziku, znakovnem jeziku opaziti, ne? Če bi primerjali. Ne? Ja, sigurno, ja. Zdaj recimo pri njih je teddy bear je bear je z neki kadli to, ne? Pri nas je v bistvu pa bear, ne? Kar je lahko tudi strašeno, ne? Ker vendarle, ne, mi v končni fazi medvede imamo, ne? Jaz sem tudi delala enkrat predstavitev Slovenije za te otroke v vrtcu, ne? In potem sem pač malo premišljala, kako povezati, ne, kaj povezati, kako jim pač prikazati Slovenijo, ne? In potem sem pač se odločila, da jim tudi prikažem te medvede, ne? Kako pri nas so v končni fazi medvedi who are roaming, ne? Ki so prosto živeči okrog. Ne, in potem se mi še tistega medveda, takrat je bil tisti medved Srečko, ne, ki ga je en takrat posvojil. Ne. In potem druga stvar še, so pa ti dancing horses, ne, ki jih je tudi v bistvu kraljica šla obiskat, ne, da so imeli potem še referenco za njihovim okoljem. Ne, in so bili lipicanci, imamo dancing horses, ki jih je obiskala tudi kraljica in tako. No. In potem smo imeli še par teh pesmic v slovenščini in angleščini. Ja. Ja, so razlike pri posameznih besedah. Ja, mislim tako, meni se zdi, da je to zelo, videli ste tudi recimo, pri tem kratkem videu ste videli, da tudi recimo otroci, ki se ne morejo, ki ne poznajo vseh besed, ki ne poznajo pesence in tako naprej, vseeno lahko sodelujejo. Ne. In meni je to, in res sodelujejo, in takoj vidiš, da vsi sodelujejo, zato ker vsi kretajo in tako, ni samo, da en nekaj reče in tako naprej. Ne. In ja, malo to tudi izvira iz tega, pač te filozofije učenja skozi igro. Ne. To je zelo dinamičen, ti učitelji praktično morajo biti na en način, kar mali igralci, animatorji in tako naprej, kar je tudi zelo naporen. Ne. Tako da sama ta metoda je učinkovita, je pa z vidika nekoga, ki jo izvaja, kar precej naporna. No. Ja.
Pa tudi izkušenjsko učenje, ne, je zelo, Ja. vidim, da so izhajali iz tistega, kar imajo na sebi in tako, ne. Ja, In je pa to za vzgojitelja kar naporno, ja, si predstavljam. Ja. No, imamo pa zdaj mi recimo res preko v Kamniku imamo že kar precej teh vzgojiteljskih, ki so končali ta program, ne, ki so dali skozi teh 108 ur znakovnega sporazumevanja, ne, in one pol recimo pridejo tudi na vašo pedagoško fakulteto in tako, ne. In meni se zdi, da imajo recimo nek potencial, da pol to tudi nadaljujejo, ne. Ja, zdaj upam, da bomo to lahko razvili tudi v Ljutomeru in Mariboru, bomo videli, ne. Tako da, ne vem, jaz bi mogoče še Barbaro pa Karmen vprašala, če imate kaj za povedati, one dve v končni fazi sta sodelovali v enem izmed teh projektov. Ja, dober večer. Meni so pač ti projekti zelo zanimivi, moram reči, da ja, je razlika med angleškim znakovnim in slovenskim znakovnim. Tudi teden dni nazaj sem naredila tečaj, osnovni tečaj znakovnega jezika, ker bi rada tudi to začela na 3. gimnaziji, sicer v Mariboru, tudi kot del odprtega kurikula, en modul izvajati. To je pa to, ta povezava z Mojco, ker smo izvedli kar nekaj projektov mobilnosti z njo, dijake peljali v Anglijo in je res ena taka posebna izkušnja, ker dijaki opazijo, ne, tudi sama sem bila v tem vrtcu Domi Domingo, na eni takih hospitacijski ure, kjer je vzgojiteljica uporabljala ta znakovni jezik in so bili res majhni, tam leto do 2, ne, in so kazali še, da želijo se igrati, tako da jaz mislim, da ja, ne, tudi navsezadnje vedno več imamo tudi mi v slovenskih vrtcih tujcev, otrok, katerih starši ne govorijo slovensko, tako da verjamem, da bi bila to res ena uporabna metoda. Ja, hvala, Barbara, no. Jaz sem bila presenečena, ker sem te tukaj videla, da mislila, najboljš mi je, da nikogar ne poznava, ne. Ampak da, ja. Takole na Zoomu, ja. Ja, tako da zdaj gremo naprej, ne, zdaj imamo v Kamniku, zdaj bi želeli mi, če v Mariboru, upam, da bo tudi v Ljutomeru, v Ljubljani. Ja, kolegica v Ljutomeru bo tudi, ja, smo obedve bile na tem znakovnem, na osnovnem tečaju, tako da bomo tudi skupaj, Mojca nama bo itak pomagala pripraviti tudi gradivo in tako naprej. Tudi Mojci sem je že rekla, ne, da bo naša gostja na kakšni ure, ker je vseeno drugače, ko pride nekdo z še več izkušnjami in da tudi pove tam, kjer to živi, ne, kako na kakšen način izvajajo. Tako da Ljutomer pa Maribor bomo šli zdaj v to, no, da malo spremenimo ta odprti kurikul, tudi v tej smeri, v povezavi seveda z Erasmus projekti in pa v sodelovanju seveda z Mojco, no, kot neke nove metode dela, ki jih nekateri vrtci že kar uporabljajo. Ja, moja želja bi bila tudi recimo, ne, zdaj, ampak tukaj so pač določene omejitve, ne, ampak recimo strokovni jezik v predšolski vzgoji, v programih, srednješolskih programih predšolske vzgoje je pravzaprav ta zgodna angleščina, ne, in bi se mi zdelo fino, Kamnik je recimo tukaj naredil korak naprej, oni so se opremili knjižnico z vsemi temi otroškimi zgodbicami iz angleškega prostora, ne, mi smo pač sledili. Jaz sem jim dala tisti Guardian's seznam, the most popular books, imate pa za različne ages, 0 to 4, ne. In so pol te knjige tam nakupovali tudi v licu, ne, so jih pol nesli za nekoga, ki je v programu predšolske vzgoje. Zdaj, jih kar precej, ki noče potem nadaljevati v tej smeri, ne, skozi tiste je boljše, da imajo neko res tako čim bolj splošno angleščino, ampak za tiste, ki recimo ostajajo potem v tem poklicu, za katere je to poklic, se mi pa zdi, da je zelo primerno, ne, da imajo pač tudi to, ne, da imajo že ta strokovni jezik, v tem primeru različne metode učenja prvega tujega jezika, ne, v zgodnjem obdobju, ne. Tako da, ja, mislim, da je kar velik potencial in upam, da se bojo stvari nekako razvile, no, ker meni je pač tako ena izkušnja mogoče, ki sem jo imela, ko sem bila, to jo tudi povem velikokrat, ko sem recimo bila v enem reception klasa, ne, pa je bil en fantek iz Ukrajine, ne, in pa smo tam imeli eno knjigico, smo brali znakovno sporazumevanje. Mislim, da je bila
v glavnem ZU pa šop, no, v glavnem, ne vem pa zdaj točno, kako je naslov, ampak zelo zanimiva knjigica. Ampak vem, da je pol, ko sem jaz končala, ne, je ta otrok začel govoriti z mano v svoji ukrajinščini in mi je prvič spregovoril v tistem razredu, ne, prvič je sploh spregovoril tam, ne. Ker on je pač mislil, ker jaz uporabljam tiste znakce, da zdaj pa jaz njega tam razumem, zdaj sva pa mi dva frenda tam, ne. In je govoril in govoril in govoril, jaz sem nekaj kimala, nekaj sem še zelo razumela, ne, kakšno besedo sem mu nazaj rekla. Ampak tako, no, pa je prav prišla njegova učiteljica do mene, je rekla, neverjetno, saj je bil zelo bister fantak, no. Ampak tako, ne, kaj v bistvu odpre, recimo, ena taka znakovna komunikacija lahko tudi, ne. Ja. Ja, tudi res velik potencial za materinščino, kot ste rekli, za priseljence. Tu je res, mislim, tudi jaz vidim to zdaj, da je to ena velika priložnost, no. In še, ja, jaz upam, da boste to še, absolutno boste, no, se vidi, ne, kar naprej razvijali in tudi za slovenščino mogoče to naredili, verjamem, da bi bilo to res ena dobra podporna strategija pri danes veliko težav res v vrtcih, ko pridejo, ne, priseljenci pa res nimajo možnosti komunicirati, no, in se mi zdi, da je res to fajn, no, mislim, tako da vam želim res najboljše in Ja, hvala za tole današnje povabilo, ne, ja, jaz upam, da nekako so bile stvari zanimive, ne, je pač veliko, nisem vedela točno, kaj predstavljati, ne, ja, jaz si mislim tako, no, da tudi v naših, pač tisto, kar je zdaj v vrtcih v Angliji aktualno, jaz ne vem, koliko je v slovenščini, ne, ampak vedno več, sploh zdaj po tej koroni, mi smo se ravno slišali zdaj v prejšnji teden v torek isto in so mi rekli, da imajo otroci na tem področju language and communication, imajo huge delays, velike težave, zaostankov, ne, in da pač je to ena, že tako se je začelo kazati to že prej, v glavnem zaradi telefonov, ne, ampak zdaj menda pa po receptivno komunikacijo imajo, ne pa potem govorijo pa ne, in tako da jaz si mislim, da je tukaj več, ne, so na eni strani so seveda tujci, na drugi strani so pa tudi sploh vsi otroci, ne, okolikor pač se z njimi ne govori, ne, mislim, se nadomeščajo starše te elektronske naprave, ne, tako da jaz si mislim, da ja, no, je ena kompenzacijska metoda, je to zdaj, ne, s katero se lahko mogoče doseže ene stvari dosti hitro, ja. Ja, v redu. Jaz sem vesela, da ste se tako lepo udeležili, pa vidim, da vas je večina še zmeraj tukaj, ne, to me tudi veseli. Ja, se izplača ostati. Ja, v redu. Tako, prav, še enkrat hvala v imenu vseh nas, tudi vidite, tudi na chatu imamo zahvale, tako da upamo, da še veliko o tem uslišimo. Ja, super. Tako da res, no, hvala lepa in no, želim vam še lep preostanek večera vsem in se vidimo naslednjič na naslednjih pomenih.